Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dogodkih dneva na televiziji Celje. Na regionalnem forumu v Žalcu o ureditvi Savinje za nov razvojni zagon. Anin dvor v Rogaški Slatini v 10 letih obiskalo 45.000 obiskovalcev. V celjskem gledališču so pripravljeni na drugo premiero v sezoni. Celjski rokometaši v Zlatorogu na kolena spravili 4-kratne evropske prvake. Časnik Finance je v Žalcu pripravil regionalni forum na temo ureditev vodotoka Savinje za nov razvojni zagon. Namen tovrstnih forumov je čim širša razprava o poslovni prihodnosti posamezne regije in možnostih razvoja z vidika ustreznih pogojev, za katere sta odgovorni lokalna skupnost in država. Časnik Finance je v domu drugega slovenskega tabora Žalec pripravil brezplačni regionalni forum, rdeča nit dogodka pa je bila ureditev vodotoka Savinje do novega razvojnega zagona. Tovrstnih forumov se rad udeleži tudi žalski župan Janko Kos. Spoznaš nove ljudi, izmenjuješ si izkušnje, dobre prakse, dobiš kako dobro informacijo. Danes so bili tudi tisti, ki so odločevalci, in dobro je imeti kontakt, tudi predstavnik ministrstva, opozoriš na težave. Ljudje se moramo družiti in odpirali smo številna vprašanja, ki se dotikajo vseh nas, tako gospodarstva kot ne gospodarstva, in mi smo en pomemben del te Slovenije, Spodnja Savinjska dolina. Nenazadnje imamo tu več kot 50-letno tradicijo uspešnega obrtništva in podjetništva, in že za voljo te tradicije, napredka in želje po preboju za naprej v teh težkih časih, ki ga zaznamuje ta energetska kriza, pa še kaj, smo dolžni takole, da se dobivamo in iščemo rešitve za naprej. Če bomo za trenutek obstali, nas ne bo več. Osrednja tema forumov je poslovna prihodnost regije, strokovnjaki in lokalno uspešni podjetniki pa odkrivajo, kje se skrivajo priložnosti za razvoj regije, kakšne so pri tem ovire in kakšno vlogo igrajo pri tem lokalni akterji in kakšno država. Takšne projekte organiziramo po vsej Sloveniji, 8 vsako leto v različnih krajih. Posod skušamo nasloviti neka aktualna gospodarska vprašanja. Tu je bilo poplavna varnost, ki se zdaj začenja nek nov ciklus reševanja tega. Držimo pesti, da bo projekt uspešen, da bo DPN izveden in vsi ostali akti v času, in mislim, da je neka volja je, seveda imam občutek, da je tudi zelo tako profesionalen pristop, recimo regionalne skupnosti do reševanja, da vedo, kaj hočejo, in ja, upam, da mi bo uspelo. Kohezijski projekt ureditve vodotoka Savinja je vreden okrog 200 milijonov evrov, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje in prostor. Posredno so vpete tudi številne občine. In kako daleč je? Podpisana je bila že pogodba z izdelovalcem tega državnega prostorskega načrta, ki ima rok dokončanja 24 mesecev, in po 24 mesecih tudi dobimo gradbeno dovoljenje. Trenutno je bila dana pobuda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, ki bo v kratkem objavljena, to se pravi na spletu, in se bodo začela prva javna obravnava in pa prve pridobitve smernic. Pri protipoplavnih ukrepih so zelo aktivni tudi v braslovški občini. Trenutno imamo v teku izvajalski projekt, in sicer to je delček DPN-ja Ločica ob Savinji Letuš. Izvaja se projekt v 3 fazah. Trenutno se izvaja prva faza projekta, to je ureditev levega brega brežine reke Savinje na mikrolokaciji Pariž-Lepolzela. Nadaljevalo se bo v letošnjem letu z desnim bregom. V pridobivanju je tudi gradbeno dovoljenje za drugo fazo, ki vključuje visokovodni nasip in pa cesto čez krono nasipa. Prav tako na strani občine Polzele, ki je trenutno tudi aktivna pri dobivanju služnosti. Vzporedno s to drugo fazo bo pa v teku tudi v letošnjem letu že izgradnja jezu, pariželskega jezu pod mostom Pariž-Lepolzela. V občini pa se trenutno ukvarjajo tudi s projektiranjem večje 20 milijonov evrov vredne investicije, njena izvedba pa je predvidena do konca leta 2025. Sicer pa so na forumu med drugim gostili tudi predstavnika zavarovalnice Triglav, direktorja Žalske gazele, podjetja Tehnos,
Dobre prakse pa sta predstavila tudi Anne-Marie Petre Auberht, izvršna direktorica podjetja Šotori Petre, in Bogdan Kronovšek, direktor in lastnik podjetja Kronoterm. Aktualne razpise za povratna in nepovratna sredstva pa je predstavila še Urša Piculin-Tansoš, direktorica podjetja Alias Plus. Anin dvor v Rogaški Slatini letos praznuje 10-letnico delovanja. Objekt, v katerem so na ogled muzejske zbirke, z večnamersko dvorano pa služi tudi kot protokolarni objekt, se je po desetletju izkazal za upravičeno naložbo. Doslej ga je obiskalo 45.000 obiskovalcev. Letos pa so ob obletnici obstoječe zbirke še nadgradili in dodali nove vsebine. Pisalo se je leto 2012, ko so v Rogaški Slatini otvorili Anin dvor, objekt, v katerem so želeli predstaviti vse glavne znamenitosti Rogaške Slatine na enem mestu. Kot ugotavljajo, jim je to tudi uspelo. Ocenjujem, da po 10 letih, da je Anin dvor dosegel svoje cilje, v nekaterih segmentih jih celo presegel. V mestnem času seveda smo spremljali različne situacije in ugotovili, da je primerno ga nadgraditi oziroma določene zbirke dopolniti. Zadali smo si 3 cilje, in sicer dopolniti ali digitalizirati obstoječe zbirke, vključiti domače akademske kiparje ali slikarje in še 3. cilj dodati neke nove zgodbe iz strategije razvoja turistične destinacije Rogaška Slatina. Zadovoljni so z obiskom, ki je v teh 10 letih dosegel številko 45.000. Zelo različni obisk. Kakšna je struktura v destinaciji, takšen je obisk v Aninem dvoru. Organizirali smo več kot 330 različnih dogodkov. Tukaj se zaradi večnamenske dvorane, ki je ena izmed najlepših ambientalnih dvoran tega širšega prostora, zgodijo poroke, kongresi, konference, različne prireditve. Tako da smo zelo zadovoljni z vsebino, ki se je že dogajala, ampak nikoli ne počivamo, zato smo se odločili v nadgradnjo. Tako so ob obletnici na ogled postavili prenovljene, nekatere pa tudi digitalno nadgrajene zbirke, ki so na ogled v 5 razstavnih prostorih. Ogledamo si lahko steklarsko, grafično, domoznansko, parkovno in vodno zbirko, skupaj s kozmetiko Afrodita pa so dodali tudi novo razstavo, posvečeno lepoti. 3 sklope smo postavili. Prvi je digitalizacija zbirk oziroma kulturne dediščine, kjer lahko sedaj obiskovalec z tabličnim računalnikom in AR obogateno resničnostjo spremlja steklarsko in vodno zbirko. Drugi steber je bil vzpostavitev lepotne zbirke, ki je tudi po naši strategiji pot lepote, kamor smo vključili kozmetiko Afrodita. Tretji steber smo pa opredelili kot vključitev domačih priznanih akademskih umetnikov. Zbrana so dela gospe Tanje Pak in gospe Ljubice Kočice. Ob prvi okrogli obletnici pa so v Rogaški Slatini tudi v povezavi z Aninim dvorom zazrti v prihodnost. V prihodnje pa zremo optimistično, in sicer je naša ambicija, da bi ta Anin dvor še v večjem obsegu približali hotelirjem oziroma gostom, da bi v njem se zgodilo še nekaj odmevnejših dogodkov, ter da bi z njim dodatno promovirali turistično destinacijo in vse, kar nekako počnemo v Rogaški Slatini v dobrobit razvoja turizma. Anin dvor je sicer za ogled razstav odprt od torka do nedelje med 9 in 17 uro. V gledališču Celje se pripravljajo na drugo premiero v letošnji sezoni. Na malem odru bodo v koprodukciji Sandsong Kompleks Fi odigrali monodramo Žalostinke iz srca Evrope, finskega dramatika in režiserja Kristjana Smeca, v režiji gostujočega režiserja Jarija Jutinana iz Finske. Poetična drama, ali kot so zapisali, poetična igra o lepoti, ljubezni in upanju Žalostinke iz srca Evrope je nastala leta 2007. Njen avtor, finski dramatik Kristjan Smec, pa si je za izhodišče vzel roman Dostojevskega Zločin in kazen. Bolj kot filozofska in moralna dimenzija zločina v Dostojevskega Zločin in kazen, finskega avtorja Kristjana Smeca v njegovi drami Žalostinke iz srca Evrope zanimajo obstranci v sodobni Evropi. Prostitutke, pijanci, morilci, ljudje iz družbenega dna. To je svet, pred katerim si tudi današnja bogata in bleščeča Evropa zatiska oči. Monodrama Žalostinke iz srca Evrope je slovenska praizvedba, na oder pa je postavil finski režiser Jari Jutinen.
Katero pa je bilo njegovo osnovno sporočilo, ki jo želi kot avtor gledališke predstave podati gledalcu? If I could say that in one sentence, I would not do a whole play, you know. Če bi lahko to povedal v enem stavku, potem ne bi delal cele predstave. Za frazo vse, kar potrebujemo, je ljubezen, so Beatli potrebovali vsaj 2 minuti, jaz pa bi rabil celo uro. Veliko stvari je. Tu se prepletajo ljubezen, kriminal in obžalovanje, vsaj zame. Ne da se povedati v enem stavku. Če bi lahko to povedal v enem stavku, bi postavil igralko pred občinstvo, da pove, vse, kar potrebuješ, je ljubezen. Because as I said, if there was one sentence, I would put the actor in front of the audience and she would say that sentence, like all you need is love. Kot protagonistka v predstavi nastopa igralka mlajše generacije Maša Grošelj, ki že od leta 2018 sodeluje s celjskim gledališčem. Od leta 2020 pa je stalna članica njegovega umetniškega ansambla. Kakšen izziv pa je njej vloga v predstavi in kaj pričakuje od nje? Izziv je ogromen, sigurno največji do zdaj v moji karieri, ker kot sem že tudi prej rekla, je potrebna neka posebna koncentracija, tudi čist posebna telesna moč, zato da speljem celotno predstavo, ker tudi ni, čeprav traja samo kakšno urco, je zelo intenzivna, zame za igralko je tudi zelo ogromen čustveni naboj, veliko enih sprememb, tako da je zelo zahtevna predstava. Pričakovanja, sem se nekako navadila v življenju, da si ne delam nekih pričakovanj. Jaz bi sam rada, da se premiere in ostale ponovitve, da se super speljejo, da publika uživa v tem, uživa, da nekaj dobijo od tega, ker ne vem, ni lih te vrste predstave, ko lahko prav ekstremno uživaš pa se zabavaš. In ja, bomo videli, kaj se zgodi naprej v moji karieri in s to predstavo in tako. In pričakovanja vodstva celjskega gledališča ob tej novi drugi premieri letošnje sezone? Pričakujemo že drugo premiero in se tudi veselimo. Gre za mal neobičajen format predstave, zanimiv format. Gre za monodramo, ki ni čisto običajna monodrama. Gre za praktično, bi rekel, neke vrste dramski kabaret igralke, ki sicer ne poje, ampak je predstava polna tudi različnih uprizoritvenih sredstev, kot je video, zvok, dodelana scenografija, kostumografija, tako da gre za eno polno predstavo, ki se izprašuje o pomembnih temah tega trenutka, ki nas, bi rekel, z vsakim dnem ali pa tednom še močneje obremenjujejo. In upam, da bo predstava nek prispevek izpraševanju o teh zadevah in iskanju rešitev. Več v novi premieri pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v prvi domači tekmi skupinskega dela Lige prvakov z 38-36 premagali nemško moštvo Kila. Zmago nad 4-kratnimi zmagovalci Lige prvakov in 22-kratnimi nemškimi državnimi prvaki so Celjani pripravili največje presenečenje dosedanjega dela najelitnejšega klubskega evropskega tekmovanja. Po uvodnih 12 minutah v Zlatorogu ni kazalo na veliko presenečenje, saj je zvezdniška zasedba Kila vodila z 8-4. Visoko vodstvo Nemcev v tabor Celjanov ni vneslo nervoze ali strahu. Nekako sem celo tekmo verjel v nas, v svoje igralce, v golmana, od prvega do zadnjega, od trenerja, tako so tudi verjeli svoji igralci in to se je pokazalo na igrišču. Po minuti odmora celjskega trenerja Alema Toskiča so Celjani začeli svoj pohod proti prvi letošnji zmagi v Ligi prvakov. Nemce je v prvem polčasu v obup spravljal zlasti mladi celjski vratar Gal Gabršek, ki je v prvem polčasu zaustavil kar 12 nemških strelov. Obramba je neverjetno pomagala in praktično bilo je zelo lahko na obrani te žoge, tako da ekipa. V primerjavi z ostalimi tekmami oziroma če obramba pomaga, ko se dogovorimo neke stvari,
je dosti lažje, recimo, da pokriva eno stran in ne vem, dosti lažje. Cela ekipa je dala enostavno doprinos od samega začetka do konca, borili so se, pomagali so en drugemu, enostavno, ko smo prihajali, ko smo padali v tej obrambi, Gal nas je reševal, ampak enostavno to je prava ekipa tako mora izgledati. V nadaljevanju so bili Nemci vse bolj nervozni in na trenutke tudi grobi. Celjani so jim na parketu vse bolj glasnega Zlatoroga vrnili z isto mero in na krilih razpoloženega dvojca Vlah Ivanković prednost uspeli zadržati do konca. To je bila v 12. obračunu Kila in Celja tretja zmaga Celjanov, za katero je Vlah dosegel 10, Tim Cokan in Ante Ivanković pa po 5 zadetkov. Danes smo presenetili vse, danes smo presenetili sloviti Kil in verjamem, da bomo še koga presenetili. Verjeli smo, no tega ne moram reči, da nismo verjeli smo, da se da igrati z njimi in danes smo to dokazali, da nas ne sme noben odpisati, sploh tle, doma in verjamem, da je to povabilo za vse gledalce. V Zlatorogu je vse mogoče. Danes smo to skupaj z navijači potrdili. S hrabrostjo in velikim spoštovanjem do Kila smo prišli do zmage. Pa mi smo bili vsi sproščeni, res, šli smo na polno tekmo, vedeli smo, da v eni tekmi se lahko vse zgodi. Sigurno mogoče, če bi igrali 10 tekm, bi verjetno v njih 9 zmagali, ampak res smo dali vse od sebe, borili smo se do konca in na koncu mislim, da zasluženo zmago. Vedeli smo, da že pred tekmo, da se lahko kosamo z njimi, pripravljali smo se v tej smeri, govorili smo si vsi od prvega do zadnjega, da moramo štartati močno tekmo, pa da se lahko vse zgodi na tej tekmi res na koncu. Vsaka čast vsakemu posamezniku, vsakemu, ki je bil sekundo na tekmi. Vsem navijačem bi se rad zahvalil, ker so nas res ponesli do te velike zmage in v bistvu smo celo tekmo držali ta rezultat in vodili celo tekmo velik Kil. Mala malca ni sigurno, ampak enostavno vsaka čast fantom, vsaka čast vsem prisotnim v dvorani danes v Zlatorogu. Enostavno ekipi kapa dol, pokazali so od samega začetka, da so verjeli v to, kar je bilo na koncu in enostavno pripravljali smo se na najboljši možen način. Enostavno po tej tekmi z Ormožem malo sem bil jezen, rekel sem, da imamo težave z Ormožem, ampak sem verjel, da bomo igrali egal s Kilom. Jaz sem to rekel, ampak ta ekipa ima kvalitet, ima vrednost, sam morajo malo bolj verjeti v to. Aktualni slovenski prvaki v uvodnih tekmah nove sezone kažejo dva povsem različna obraza. Zaenkrat so odlično odigrali tekmi v Ligi prvakov, precej manj prepričljivi pa so bili zaenkrat na tekmah državnega prvenstva. V tiste tekme mogoče nismo vstopili tako, kot bi mogli, oziroma kot smo se dogovorili. Videli smo, kaj se je potem zgodilo, ampak verjamem, da to v prihodnje ne bo problem, tako da... To je zelo mlada ekipa. Zdaj, ko pogledate te fante, pa pogledamo ekipu Kila, kakva je to razlika, kar se tiče izkušnji, pa druge stvari. Isto, Aalborg, razlika je... Vem, v njihovi glavi se veliko stvari dogaja, enostavno morajo dobivati na izkušnji, to jim veliko pomeni in upam, da bomo te predstave prenesli na domače prvenstvo. Vsako tekmo moraš iti na 100%, morda danes ni šel Kil, mi nismo šli proti Krki ali pa proti Ormožu in upam, da se to nam ne bo zgodilo v Slovenski ligi, ker je primarni cilj osvojiti naslov sezone, ampak kaj ne rečem, še zdaj ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Časa za slavje Toskičevi varovanci niso imeli veliko, saj jih že v nedeljo v tretjem krogu državnega prvenstva čaka derbi z Gorenjem v Velenju. Že jutri se moramo osredotočiti na nedeljsko tekmo, ki bo vsaj tako pomembna kot današnja. V tekmo moramo vstopiti na vso moč. Mislim, da danes bo treba tole se malo poveseliti, na to pa hitro pozabiti oziroma graditi na teh dobrih občutkih naprej do konca tedna, ker nas v nedeljo čaka še bolj pomembna tekma, ki nam prinaša še več, prinaša nam v bistvu odločiti ta cilj v državnem prvenstvu in moramo res biti maksimalno motivirani od prve minute, kot smo bili danes. V naslednjem krogu Lige prvakov bodo Celjani sredi prihodnjega tedna gostovali v Barceloni.
Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od -1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno, drugod se bo pooblačilo. V hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in razširil nad vso Slovenijo. V nedeljo bo oblačno in deževno, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Želimo vam prijeten preostanek dneva in znova vabljeni v našo družbo jutri. Nasvidenje.